Ok, to je pa za vse muzičarje, za vse, ki imajo radi glasbo in se radi z glasbo, pa bom rekel, ukvarjajo in pa imajo radi nove stvari. Če radi pojete in ste glasbenik po duši in nimate inštrumenta pri sebi, a lahko glasbo ustvarjate z vašimi rokami. Rabite seveda nek zajemalnik videa oziroma neko kamero, se pravi, lahko je to v mojem primeru je to fotoaparat, ki je povezan na računalnik. Lahko greste na spletno stran tudi z vašim telefonom in se s tem poigrate. Zdaj pa, zakaj se sploh gre? Tale aplikacija zazna mimiko oziroma gibanje vaših rok. In vaše roke bodo kontrolirale, v katerem duru boste neko pesem pel ali pa molu, ker se da tudi spremeniti v mol. In zelo na hitro in na kratko vam bom pač obrazložil, kaj kakšna roka dela. To zadevo sem spoznal včeraj in je zadeva popolnoma nova zame in se jo še učim. Tako da kakšne napake seveda bodo, tudi kaj bo mogoče narobe razloženo, ampak dajte iti magar na uradno spletno stran, pa si tam pogledajte točno navodila. Da vam pa približno povem, na vrh zgori levo vidite, da si izberete, v katerem duru boste. Se pravi, mi smo trenutno v lestvici D, torej D-dur. Potem na drugi strani pa vidimo tone, kjer piše minus 28%. Ta tone pomeni, če to roko premikam, se pravi mojo desno roko, vidite, da se to premika. S to roko, se pravi gibanje gor in dol, pomeni, da dajem neko jakost tem akordom oziroma tonu, ki se predvaja. Potem imamo, če dvignem ta prst, gremo v nek normalen akord. Če želim dodati oktavo, imam oba. Potem imamo pa še druge akorde, se pravi major 7, dominanto in tako naprej. Recimo dominanta je vseh 5 prstov. Se pravi, ko dodajam prste, so različni akordi. Pa dajmo si najprej pogledati nek osnoven akord. Se pravi, moja leva roka bo pa dajala akorde. Najprej gremo v D-dur. Dali bomo potiho in gremo najprej osnovo. In to je zdaj major. Se pravi, zdaj lahko dodamo oktavo. Imamo oktavo, potem imamo first inf, major first inf, oziroma minus 8 VE v angleščini. Potem lahko dodamo še četrtega, kar je major 7, in potem imamo še dominanto 7. Ok. Zdaj pa, če želimo, recimo, gremo v oktavo, se pravi, tu smo rekli glasnost. Ok. In zdaj recimo, da želim še iti iz dura v mol. Če gremo iz dura v mol, obrnem samo to roko po stran. Se pravi, zdajle smo v duru, zdaj gremo v mol. Ok, potem pa imamo, kako grejo po vrsti. Se pravi, lahko imate ta prst, lahko imate ta prst. Nima veze, ker bo pravilno zaznalo v vsakem primeru. Kar vam je lažje, meni je osebno pač lažje ta prst, kot pa ta, pa da grem po vrsti potem. Ker potem lahko grem po vrsti. Ampak ja, gremo si pogledati. Gremo tole, se pravi prvi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In to je to. In potem ga stajte spet od začetka. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Če hočete iti v mol, ok, in zdaj bomo probali odigrati in odpeti en komad. Gremo probati. Bele planike, pa da vidimo, kaj bo uspelo. Če bo kaj uspelo. Rastejo v strmi gori, bele planike 3, zanje vedo le orli, rosa umiva jih. Še bom goro planike nabral in jih prinesel dolino nazaj.
slika za lep spomin. Tako da, uživajte tudi vi v igranju in ustvarjanju. Upam, da vam je zanimiva zadeva in se vidimo v naslednjem videoposnetku. Čau!